Novo je boljše od starega, pa je res? Običajno ja, ne pa vedno. Smo to lepo dokazali na našem velikem primerjalnem testu Prima, ko smo pred dobrim letom dni med seboj soočili 5 predstavnikov razreda C SUV Premium. Najnovejši ni bil prvi in najstarejši ni bil zadnji. BMW X1 se je kot takrat daleč najstarejši predstavnik testa na koncu uvrstil na odlično 3. mesto. Za zmago je bilo seveda premalo, je pa dokazal, da lahko kljub stari osnovi še vedno drži korak s tekmeci. To pa je zdaj novi X1. Gre za že 3. generacijo najmanjšega BMW-jevega križanca, ki sploh ni več toliko majhen, ker je po novem daljši, širši in višji. Tudi medosna razdalja je daljša. In očitno si bo BMW moral izmisliti še eno novo številko, ki je manjša od 1, ker to, da je večji, marsikatero tudi odvrne. Vem, kaj bo, BMW X-Pol ali neki. Vem, da je izgled subjektivna stvar, ampak je po dolgem času to spet en BMW, ki ne izgleda slabo. Lahko, da so zdaj moja pričakovanja drugačna ob novih iX, XM, pa novi seriji 7, ampak ta deluje resno, bolje ogled, z ostrimi linijami, tudi športen. Jaj, kaj ga klele piha. No, v glavnem, halogenske žarnice so po novem ledice, vratne kljuke so pa še vedno bedne. Notranjost pravo nasprotje od stare. 7 let razlike se še kako pozna, zato imam pred sabo recimo velik projekcijski prikazovalnik. Digitalni merilniki so takole z velikim zaslonom povezani v celoto in so del serijske opreme. Zelo veliko je res odlagališč, tole za polnjenje mobilnega telefona se mi zdi sploh super. Materiali so pa spet dobri. Ja, tukaj BMW še vedno ne sprejema kompromisov. Ni pa vse super fajn. Recimo mene moti, da je fizičnih stikal tle zelo malo, zato moram zdaj vse nastavljati tukaj preko zaslona, kar je zamudno in manj varno. Nič ne pomaga, da tale nov mestnik zdaj tle ponuja 1000 nastavitev, pač bolj zapletenje od starega, ne? Isto ka moč je, da je zdaj tukaj tale sveteča črna plastika, ker se na njej vse pozna. No, se mene tudi. Ne, vsak prahic je gor. Lahko pa pohvalim prostornost in udobje. Tukaj je zdaj več prostora za moje ramena pa komolce in pazi to, sedi se višji. Jep, zelo pomembna stvar pri takšnih avtih. Zadnji nujno doplačite še za 13 cm pomik klopi, ki jo lahko nastavljate tudi po naklonu. Lepo obdelan prtljažnik pa je v primeru blagega hibrida malo manjši. Namesto 540 sprejme okroglih 500 litrov, kar je malo manj kot prej, ampak okej. Oznaka X-Drive 23D zdaj pomeni tudi blago hibridni pogonski sklop, ki je mimogrede tudi med močnejšimi v ponudbi. Tako zmogljive različice ne potrebujete, če si jo lahko privoščite, pa vam jo seveda priporočam. 2-litrski turbodizelski 4-valjnik ob pomoči 48V tehnologije razvije 155 kW sistemske moči. To je 211 konjičkov in okroglih 400 Nm navora. Kljub 1765 kg mase je poskočen in do stotice pospešil manj kot 7 sekundah in pol. Všeč mi je, ker motor ni več tako robat, bistveno manj se ga sliši noter, pa tudi pretirano žejen ni. Na testu je porabil manj kot 7 litrov, kar, kot sem rekel, ni pretirano. Sploh če upoštevam, da ima še 4-kolesni pogon X-Drive za manj skrbi ob snegu. Pa menjalnik vedno takšen, 7-stopenjski robotiziran. Čeprav je eden boljših na trgu, mi vseeno ni toliko všeč, kot mi je bil prejšnji 8-stopenjski samodejni. Ta v speljevanju občasno cukne, prejšnji pa ni. In čeprav se mi novi BMW X1 zdi za malenkost bolj udoben kot prej, vseeno pričakujte, da še vedno kupujete enega najbolj dinamičnih predstavnikov razreda. Ja, volan je lepo obtožen, precej komunikativen, za našega Anžeta je dim predebel, meni je pa všeč, ga rad tako lepo moško primam. To je del paketa M-Sport. Work hard under pressure. If you got no time, work smarter than ever. Don't ever let them tell you that you can't never say never and turn your mind into the truest of go-getters. Never stop, I'll get it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going. In je novo boljše od starega? Seveda. Pri starem mi je bila ergonomija res bolj všeč, ampak kot celota pa novi X1 deluje občutno boljše od prejšnjega. In z osnovno ceno 40 500 € se niti ne zdi pretirano drag, tako da je mogoče v tem trenutku celo najboljši nakup v razredu.
Dobro, s tem pogonom stane 48 jurjev, problem pa nastane, ko začnete kljukati dodatno opremo. Ta je že čez 68 jurjev, kar ni hec, je pa avto res dober. Če so vam všeč križanci, jasno. Hajmo odpihniti te danes.